Fras in Medvard in Fras in Medvard show. V soboto. Dajmo malo pogledati, kaj vse se je zgodilo na poti v službo. Marko, si opazil kaj zanimivega, nenavadnega? Opažam nasploh, tudi danes sem, da zdaj, ko je prej svetlo, je več ljudi zunaj. Prej, ko še zjutraj bila tema, sem srečal mogoče 1 do 2 osebi, zdaj pa kar že nekaj se pa že nekaj menijo, pa nekaj se čuje že, pa ne. Se hitreje zbudijo ljudje in grejo ven. Ja, ker je telo tako naštelano, ne? Tako. Ko vidi svetlo, čuti, No, vidim pa vedno, da ljudje že počasi hodijo proti tržnici, veš. Ja, to pa klasika. Lepo se šetajo, pa neko vrečkico v roki. Ja, tudi kdo gre z vozekom onim že, ne, v ulicah, tako da že kar zelo zgodaj, ne, že prvi tisti kupci, ki imajo še v bistvu čisto vse na voljo. Ja. Veš, da to je čisto nekaj druga, ne? Pa vedno, vsako soboto zjutraj v isti uri vidim tudi pridne delavke in delavce od Snage. Ja, res je. Več na poti, da pobirajo lepo pa pučejo. Ja, tako da vsaka čast. In hvala lepa. Jaz pa sem hodil proti radiju in slišim tu na glavnem trgu nekaj včerajšnji. Ja. Neko, ne? Dreje, kot se reče. Smisel, dobro, kaj zdaj bo? In pridem za vogal in je bil en avto, ja. In en od včeraj, en od danes zjutraj. Pa je trebalo iti spat, ne? Je bil že čas in pač ne zdaj preveč, da ne bo se kdo prepoznal slučajno, ampak spat je bilo treba iti, veseljak še pa ni htel. Nekaj takega, ne? Ja. No. To so ta sobotna jutra. 11:07, dobro jutro. Dobro jutro. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 16. maj in kaj imamo danes, Marko, izvoli. Na današnji dan so se rodili Henry James Fonda, ameriški filmski igralec, tudi Pierce Brandon Brosnan, irski filmski igralec, Danny Trejo, ameriški igralec, je vedno neki slabi, ne? Ja, v vseh filmih je neki hudobnež. Ja. Vilinec, ne? Ja. Krist Novoselič. Ja. Oziroma Novoselek, kako rečejo. Te laži. Ja. Ameriški basist. Tako. Tudi Janet Damita Joe Jackson, danes praznuje ameriška pevka. Pa Gabriela Sabatini, argentinska tenisačica, se je rodila na današnji dan. Ja, ki je kar blestela ne samo igro, tudi svojim izgledom. Ja. Ja, imela tudi svoj parfum, se spomnim reklame. Še to. Gabriela Sabatini je reklo. Ne? Smo bili, Nikoli nisem videl. Ne, si mogoče malo premlad. Mogoče pa res. Ja. Ok, tudi Roman Pungartnik se je rodil na današnji dan, slovenski rokometaš. Pa Tori Spelling, Laura Pausini in pa Megan Fox. Kar nekaj znanih ljudi. Kdo pa je umrl na današnji dan? Jean-Baptiste Django Reinhardt, romski kitarist. Tudi Andrew Jeffrey Andy Kaufman, ameriški komik. In pa Sammy Davis Jr., ameriški pevec, plesalec in igralec. Tako. Kaj pa se je dogajalo na današnji dan? Leta 1703 Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili potem Sankt Peterburg. Wow. Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik XVI. Francoski in Marija Antoineta, stara sta bila 15 in 14 let. Bravo. Vsaka čast. Leta 1851 v Ljubljani prepovedo beraštvo. Leta 1860 Davorinenko glasbi pesem Naprej zastava slave. Leta 1920 Ivano Orleansko razglasijo za svetnico. Če je niste prej spoznali, jo lahko spoznate tudi v igri Age of Empires. Tako.
kot smo jo mnogi. Tako? Prvič tam. Leta 1929 na današnji dan prvič podelijo nagrade Ameriške akademije za film, torej Oskarje. Počasi bo 100 let. Jezus. In leta 1974 Josip Broz Tito bil izvoljen za doživljenjsko funkcijo predsednika Jugoslavije. In s tem so se vsi strinjali. Če so hoteli ali ne. Okay. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Marko in Tomaž želiva dobro jutro in v totem studiu pozdravljava tudi vodjo mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro. Dobro jutro, Kak si danes? Spet lečeš od 4 jutro? Ne, danes od 5. Okay, malo danes pred mano. Danes od 5, ker tržnica je polna. Ja, pa greš spat tudi ob 9? Pol 10. Okay. Ja, če le uspe, ne? No, evo. Nataša, najprej, da te vprašava, videla sva plakate, ne vem zdaj, če to drži ali kaj, da pride največji cirkus na zemlji Maribor. Kak je cirk? De Soleil. De Soleil. To sem nas tudi videl včeraj, ravno. Ja, pride največji cirkus o zemlji, ne na zemlji. O zemlji. In imenuje se Cirque du Soleil. Cirkus o zemlji. O zemlji. O zemlji, tako, Cirque du Soleil, gre za interaktivno razstavo o kmetijsko-prehranskem sistemu. Postavljen bo res cirkus, 3 šotori bodo različni, zeleni šotor, rdeč šotor in pa predstava oziroma predstavitev o celotnem projektu. Gre za projekt, kjer bodo lahko odrasli in otroci preko interaktivnih vsebin podoživljali kmetijstvo, torej razstava bo preko cirkuških elementov, od igralnih kart, kolesa sreče, do jablane, skratka zelo zabavno in zelo poučno. Gre pa za predstavitev škodljivosti pesticidov, škodljivih pridelav zelenjave in sadja, o dobrih praksah, o škodljivosti pesticidov na človeško telo. V cirkusu bomo lahko zavrteli kolo sreče, kjer bo človeško telo in kjer se bodo pozicionirali deli telesa in bodo prikazovali, kako škropiva in pa pesticidi vplivajo na naše organe, na dele telesa, na ekosistem. Torej, ena zelo, zelo poučna, interaktivna vsebina na en tak zelo lušen cirkuški način se bo na zgornjem ploščadi tržnice, vse od torka, od 10. ure, ko bo otvoritev, in cel teden do naslednjega ponedeljka bo na tržnici. Torej, vabimo vse, predvsem otroke iz šol, učiteljice, vzgojiteljice, da pripeljejo svoje otroke na to razstavo, babice, detke, da pripeljejo vnuke in sami pogledajo, kaj, kako na tem planetu uničujemo ali kako že delamo dobro, da ga ne. Svetovno. Kako dobro. Prvič slišim, da kaj takega. Ja. Dobro so se spomnili. Ja, res je dobra razstava. V bistvu je to en projekt Evropske unije, ki gre po celi Evropi. Ja. Ozavešča ljudi in pa pridelovalce, kmetovalce, vrtičkarje in pa predvsem otroke in pa tiste ta mlajše generacije, ki jim mora biti mar, ne, da bo ta planet še nekaj časa dolgo deloval in bil čist in lep. Svetovno. Bo se vseeno kdo s trapezom malo suho, kol pa to, ali ne? Pa 2 slona bo ta levo. Ja, v interaktivnih vsebinah, ja. Veliko bo zabavnih interaktivnih vsebin, tudi čarovnikov, kart, različnih presenečenj, tako da res se ga splača pogledati. Vsi, ki greste mimo, zavite noter bodo študentje, ki vam bodo povedali vse in vam bo kar zanimivo, kar ne boste mogli iti iz njega. Jaz sem ga pogledala v Ljubljani, krasni je, res je zelo, zelo dobro. Wow. Torej od torka naprej, ne? Tako, v torek ob 10. je otvoritev in od torka do naslednjega ponedeljka ga boste lahko videli. Wow, krasno. Evo, tako da fajn za otroke in tudi za nas, ne? In tudi za nas, predvsem za kakšne vrtičkarje, ki doma ne vejo, kako pomembno je paziti, kaj pošpricaš po gredici in po zelenjavi. Tako, in kaj poliješ, ne, za tem. Ok, Nataša, na tržnici vse štima drugače? Ne, da vse štima, še bolj štima. Zdaj je pa tržnica res tista ta prava. Torej, konec maja, začetek junija je tržnica taka, ki te vsak dan preseneti s kakim novim produktom,
novo zelenjavo, ja, in res je pestra. Ok, več o tem čez dobre 3 minute. Gospa Repincle domač? Vse domače, Petržil, bob, gore, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. 14 minut čez 8 in v tem studiu še enkrat dobro jutro, vodja mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič. Lepo zdrav, Nataša. Dobro jutro. Ok, dajmo najprej predelati eno zadevo. Spet si prišla z nekimi vrečkami, z nekimi tegli, ali kaj ne vem, kaj sem vse videl. Tegelček imata tukaj pred seboj, to je bazilika, ki si jo bosta posadila ali v kuhinji, ali na balkonu, ali jo bosta dala tak na pol, pa pol v kuhinji, pa pol na vrtu. Torej bazilika je zelišče, ki ga praktično moraš imeti svežega zmeraj doma, ker ta von in okus sveže bazilike je res čist drugačen, tiste zmlete, tako da ja, bazilika. V vrečki je pa seveda velikanka solata, to je pa zdaj obdobje, kjer je solate na pretek. In če se zdaj ne bomo najedli solat, je solata tista, ki jo je zdaj v tem času fajn jest. Zraven sem pa prinesla, ker Marko obožuje korenček. No, vidiš, evo, mlado korenje. Tak šopek korenček s tem perjem. Torej, ja, začela se je sezona mladega korenčka, ali si ga bosta naribala na solato, ali ga bosta pohrustala kar takega, kar tak. Ja, zraven televizije. Namesto čipsa, recimo. To je, ja, res, zdaj je ta korenček je res namesto čipsa. Tudi mladi grahec sem že danes zjutraj videla na tržnici, torej tudi tisti mladi grahec. Mladi grah je še manjši od starega graha. Ja, tak je sladek, da ga lahko ješ tudi kot čips. In ne sam mladi grahec, tudi tisti grahec Turken Erbsen se mu reče, tisti sladki grahec, ki ga daš v mineštrco ali pa v juho ali pa ga pokuhaš kar z olupkom vredno, široki olupek. Iz tega sem že videla. Ogromno je špinače, blitve, mlade čebule, redkvice, tako da ko si delaš solato... Skratka, vse, kar jaz v bistvu obožujem, zdaj ko tako gledam. Ja, ko ti narediš solato, je lahko tako pisana, da je res kičasta že. Torej, to vse je, pa meso sklepam, da tudi je. Ali bomo samo zelenjavo jedli ta vikend? Ja, tudi meso je. Na 4 tržnicah je meso. V Kidričevem trgu, na Vodnikovem trgu, tudi na Taboru v petek in soboto in pa seveda tudi v Radvanju imamo mesarja, tako da meso je na čisto vseh tržnicah. Sir za žar, mlečni izdelki, pekavski izdelki. V mesnem paviljonu, če še kdo ni probal, tisti kmečki domači veliki kolač kruha. Torej, to je kruh, ki bi ga lahko pojedel samo in ki ti ostane cel teden doma, torej v posodi za kruh ali v hladilniku, ta kruh ostane cel teden in če ga boste kupili danes soboto, naslednji petek z malo pogret v toasterju, bo tak kot svež. Tako da ja, vsega imamo. Kaj pa se najde kakšna domača pašteta, slučajno tudi kje? Ja, občasno dela domače paštete gospod Meznarič, tudi Kazirače imajo domačo pašteto, tako da ja, domače paštete so, domača tlačenka tudi. To kar naj bo, če biti. Domača tlačenka z svežo mlado čebulo in bučnim oljem, pa to ni boljšega. Pa moram zdaj probati, ko sem star 100 let. Mogoče gre, drugače. Mogoče bi zdaj šlo. Sicer pa jaz si že predstavljam, se pravi oni veliki lopar, kruh, celi ono dol vrežeš, kolač, pa gor 28 kil paštete te domače, pa čebula gor recimo, pa paradižnik, paradajz, droge in je res. Ok, dajmo se malo vrniti. Čakaj, samo ne pozabiti, ker radi ljudje pozabljajo na morsko ponudbo. Imamo tudi ribe. Pa vse, kaj je tudi ribe, tudi sardelice, tudi vse ostale mehkušce, rakce in pa olive, oljčno olje. Ribarnica je res dobro založena s svežimi ribami in ne pozabite, v ribarnici ribe tudi spečajo, ribice, sardelce, lignje, tudi napečene sardelce lahko greste. Tako, malo, pa malo pogledati, malo pikniti, kaj sline požiraš.
Ja. Zakaj ne? Okay, lahko si jih tudi naročite za pisarno, pridete, dvignete in že cela pisarna diši po svežih. Tako, svetovno. Pa zaprite okne dol. Ja bo do pondelka. Ne? Torej, tržnica dela na polno, pridite na tržnico čim prej, ne pozabite jagode. Jagode so zdaj tiste, ki so top produkt in so res samo 2 meseca in samo 2 meseca so dobre, res take tiste ta prave. In na naši tržnici imamo jagode Vogrin in Vogrinove jagode. Tako, imamo seveda tudi veliko drugih kmetij, ki prodajajo jagode, ampak te dvojne so nekako paradni kon naših tržnic. Vogrinove jagode iz Zdrkovc in pa jagode Vogrin iz Dupleka. In obojni so kmetija, na kateri dela cela družina, oba otroka, oziroma pri jagodah Vogrin so vsi 3 otroci doštudirali in študirajo agronomijo in so res zelo visoko usposobljeni in te jagode so res nekaj ekstra. Tako da, ko ste na tržnici brez jagod, pač zdaj v tem obdobju ne gre, da greste. Res je, zadnjič tiste, ko si nama prinesla... Takoj so šle, ko sem jih domov prinesel. Kam so pa šle? Jaz sem jih malo probal, pa sem videl, glej, ker so 4 mali otroci zunaj skakali, pa sem rekel, čakaj za malo. Grem narediti test. Sem samo dal glavo ven, kaj bo te jagode? Ne? In so si sami privlekli ven ono plastično mizo in 4 stolčke, pa so sedeli pa čakali. Bravo, ja. Pa sem jim umil pa dal na sred in so jedli ko zmešan. Vogrin ima celo, Vogrin ima jagodni sok. In jaz pridem jagodni sok prejšnjo nedeljo domov in mojemu otroku, ki je star 25 let, rečem, veš kaj, tvoja mama, ko je bila mlada, pila v gostilni. Mu naredim sok smetano z jagodnim sokom, res je, res je bilo. Joj. Ja, smetana gor. Ok, Nataša, zdaj vemo, da je bilo mrzlo ko pes. Pol je bil vmes monsun. Vse je letelo po luftu. Kaj se je zgodilo z zelenjavo? Se pozna kje kaj? Ali je vse v redu? Ali... Ja, na nekaterih vrtovih zunaj Maribora tudi veliko naših kmetov je prizadela. Torej neke poljščine in pa vrtnine so se pač poslovile od letošnjega pobiranja in zato je potrebno nasaditi nove. Na mariborski tržnici imamo tudi res veliko različnih in zelo dobrih kakovostnih sadik. Petek, sobota je čas, da si nabavite tudi sadike. Torej danes je z nami gospod Radan za sadikami. Ima vse, torej od zelišč, začimbnic, dišavnic, solat, paradižnikov, kumarc, torej vse, kar vam še manjka na vrtu, kar še niste posadili ali kar vam je morda to vreme vzelo, pridite na mariborsko tržnico sadiki. Imamo res veliko kvalitetnih in dovolj. Ok, tako da je poskrbljeno v bistvu za vse. Vse v bistvu, ja. In za vse smo danes obdelali. Res je. Tako da jutrišnje kosilo bo vrhunsko, ne? Ja, že današnje bo. Že zdaj malca, ker gremo Koreje glodati. Nataša, hvala lepa, hvala za darile. Lepo pozdravi vse tam na tržnici, najne kolege in kolegice. Ki nas poslušajo, ki nas pridno poslušajo in se veselijo teh oddaj. Res je in hvala še enkrat, pa se vidimo naslednjič, ne? Se vidimo v torek na otvoritvi cirkusa. Tako, ob 10:00, tako da pridite mimo. Pregled tedna. Na Totem radiju se je zgodil Toti live koncert, nastopila sta Dimek in Davor Klarič. Koncertu lahko prisluhnete v audiošpajzi na totiradio.si. Začel se je mesec mode v Pokrajinskem muzeju Maribor. Godovali so 3 ledeni možje in Poscana Zofka. Dejan Korošak je postal nov rektor Univerze v Mariboru. Drago Cotar je po skoraj 20 letih zapustil NK Maribor. Slovenijo so zajela močna neurja, nalivi, nevihte, toča, na Pohorju je tudi snežilo. Začela pa se Eurovizija 2026, ki se danes s finalom tudi zaključi. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, ker jih je 7. 3 zabavna dejstva o loteriji. O loteriji? Ja, samo malo počakaj. Ok, dajmo počakati, da Marko gre ven odkleniti vrata in se vrne, da izvemo,
nekaj novega o loteriji. Kaj je še tam zabavnega, razen to, da ti reče, glej, dobili ste 700 milijonov. Tako, evo, 3 zabavna dejstva o loteriji, ker ima Eurojackpot zdaj na sklad 118 milijonov. Ja. Prvo, možnost, da zmagaš na Eurojackpotu je 1 proti 140 milijonov. Dobro. Ja, dobro. Ja, jaz vedno, nisem neki redni igralec. Ja, tu pa tam. Ampak nekdo mora dobiti. Zakaj ne bi dobili vi? Oziroma jaz? Mislim, jaz upam, da boš ti dobil. Ja, pa ožji krog prijateljev tudi. Okay, drugo, mnogi si izbirajo ali pa izbiramo številke, ki nam nekaj pomenijo, ne? Recimo resne dneve in podobno. To pomeni, da če zmagaš, nisi edini, ki si to počel, kar pomeni, da je večja šansa, da si boš zadetek moral razdeliti še z 1, 2, 10 osebami. Je pa res, vidiš? Pa tudi mimo tega so baje na ključno računalniško izbrane številke boljša izbira in so večkrat izžrebane kot zmagovalne, kot pa te, ko si jih mi nekaj, ne? Zato ker se mogoče izmikamo, ne? Subjektivno nekim številkam, ki nam niso všeč ali pa nekaj, ne? Res je, ja. To in pa tretje... Tako rečeš enka, neki enka. Upa je, 1, 2, 6, 47. Okay. In tretje, Stefan Mandel je romunski matematik, ki je našel neko uspešno formulo za loterijo in zmagal 14krat v različnih državah. Ki pa je? Ne vem. Zapor, verjetno. Ja, pa na borzi. Ko se mi pa to zgodi? Ko celo zimo kuriš, in potem je 100 let že toplo vmes, pa si misliš, dobro, pa te menda bo dovolj, ker je sredi maja smo, pa še kuj imaš, ne? Sklopiš vse prav ven, da se vse skup vgasne, ne da je na nuli dol prav, varovalke ven, tuf, in pol je mrzlo, priješ domov iz službe, pa imaš doma 17 stopinj, pa s tem ne je bilo nič narobe, ne? Če bi bil sam odrasli doma, ne? Ja. Ker pa imaš male ljudi poleg, te pa še eno položnico dajmo, ne? In spet vse prižgeš, valjda ta prižig vedno stane, tako da se že veselim položnice za elektriko. Krasno. Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o Josipu Brozu Titu. Zakaj ravno o Titu, Marko? Ker je na današnji dan leta 74 bil izvoljen za doživljenjsko funkcijo predsednika Jugoslavije. Res je, in šel sem malo pogledati in morda mladi ne vedo teh stvari o njemu. Starejši verjamem, da vedo, jaz sem tudi vedel, ker so pač to... dosti sem tega pregledal pa prečito, ampak dajmo, no. Prvo, zabavna dejstva so seveda pod narekovaji, ampak so pa dejstva, ne. Vemo, da je recimo Tito imel zelo rad prestiž, ne? Tudi filmske zvezde je oboževal, oziroma visoko družbo nasploh. Njegovo luksuzno življenje seveda je vključevalo bivanje na Brionima, tam je gostil zvezdnike kot recimo Elizabeth Taylor, Richard Burton, Sofia Loren, to so vsi tja hodili. Njegova najljubša pijača pa je bil 20 let star whisky Chivas Regal oziroma Chivas Regal. Šel, tako da je žer. Še eno dejstvo, ki je malo kar, Jezus Kristus, preživel naj bi več kot 20 atentatov. Znan je potem, da je preživel številne poskuse, ki jih je naročil sovjetski voditelj Stalin. Zgodba pravi, da je Tito to tako razjezlo, da je Stalinu poslal pismo z jasnim opozorilom, citiram, ne pošiljaj več morilcev, smo jih že 5 ujeli
in če ne nehaš, bom jaz poslal enega v Moskvo in mi ne bo treba poslati drugega. Jo. Jesus. In potem se je nehala. Ja. In pa seveda še zadnja zanimivost oziroma presenetljiv oziroma kar taki, podatek. Njegov pogreb leta 80 velja za največje srečanje svetovnih voditeljev v 20. stoletju. Namreč udeležili so se ga kralji, predsedniki, visoki delegati iz kar 128 držav. Neverjetno. Da, veš, kakva razsežnost je bila to. Skoraj bila rekel, da so prišli vsi. Ja. Ne? Evo, to so bila 3 zabavna dejstva o Josipu Brozu Titu. Fras in Medvard in Fras in Medvard show v soboto.